Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pogled. Nocoj spet pozdravljam v moji družbi Gorana Ajtiča, našega sodelavca in ljubiteljskega zgodovinarja. Dobrodošel pri nas. Lep pozdrav tebi in vsem, ki spremljajo oddajo. Hvala za povabilo. Prosim. Danes naj čaka precej obsežna in seveda zelo zanimiva tema, Druga svetovna vojna. Pa da začneva tam, kjer se je vse skupaj začelo, pri samih začetkih, kje pravzaprav usklila ta sovraštvo oziroma iskrica, bi lahko rekli. Ja, kar je zelo obsežna tematika, kot si že sama omenila, nekako se že naprej malce opravičujem, če se bo kaj izpustilo ven, ker smo pač s časom malce omejeni. Bomo pa seveda izpostavili najbolj ključne ali prav nasprotno zelo za tiste zanimive elemente, za katere morda ljudje tudi še ne vedo. Pa če greva samo na sam začetek, kot vsaka vojna, tudi v Prvi svetovni vojni, kot smo si ogledali, se ta spor oziroma zavezništva, bodisi sovraštva, porajajo že mnogo prej, desetletja prej. Tudi pri Drugi svetovni vojni je bilo praktično enako. Vse skupaj se je pripravljalo že dobrih 20 let, od leta 1918 dalje, ko je Nemčija poražena v Prvi svetovni vojni. Zamera je seveda ostala, predvsem med sprtima stranema, takrat tukaj gre predvsem za Francoze in za Nemce, ker je bila pač Nemčija ponižana. To je eden tistih ključnih razlogov, ki je tudi spodbudilo vzpon nacistične stranke v Nemčiji z Adolfom Hitlerjem v 20., potem v 30. letih. Se pravi, nekako neporavnani spori iz prve vojne. Potem drugi razlog, kaj je tisto, kar je pripeljalo tudi do druge vojne, velika, huda gospodarska kriza, finančno-ekonomska kriza, ki se začne leta 1929 in traja do prve polovice 30. let. Zajame ves svet, še najbolj to občuti seveda Nemčija, ki je prizadeta in obubožana že od Prve svetovne vojne. Tako da to je nekaj tistih ključnih elementov. Tretji razlog, ki je morda pa najbolj pomemben in najbolj ključen, ki ga še nisva omenila, vzpon nedemokratičnih sistemov, predvsem fašizma, nacizma, kot smo ga že prej omenjali. Ker takrat po celi Evropi prihaja nova ideologija, ki je nekako nastrojena zoper demokracijo. V Nemčiji je to nacionalni socializem, na kratko nacizem. Ki spodbuja sovraštvo, nasilje in osvajanje tujih narodov. In kar nekaj takih žarišč, znanilcev, da prihaja nekaj hudega se začenja. No, sedaj si bomo ogledali, ko si omenila, kakšna je sploh izgledala Evropa, recimo od leta 1930 do 1939, preden se Druga svetovna dejansko sproži. Ni bil nacionalni socializem samo v Nemčiji, kot to marsikdo misli. Tukaj je še močna fašistična Italija, ki jo vodi takratni premier Benito Mussolini. Sicer Italija uradno je kraljevina, vendar je takrat na oblasti fašizem. V Španiji se čedalje bolj poraja ravno tako imenovana falanga, španski nacionalizem, ki jo bodo kasneje vodili generali v državljanski vojni, kot bomo videli. Poleg tega je bilo ogromno fašističnih režimov še drugod. Portugalska ima nekaj podobnega na oblasti že od leta 1926. Fašizem oziroma fašistično gibanje je takrat tudi nekako delno na naših tleh, da omeniva še to. Kraljevina SHS oziroma Kraljevina Jugoslavija pred Drugo svetovno vojno, kjer se pojavi organizacija imenovana Orjuna. Tisti pač, ki jim to ni znano, to je popolna fašistična jugoslovanska organizacija, obstajala od leta 1921 do 1929, ko kralj uvede svojo osebno diktaturo. Je pa to organizacija jugoslovanskih nacionalistov, od tod kratica Orjuna, ki je ustanovljena v Splitu leta 1921. Kaj je zanimivo pri Orjuni, da podobno kot italijanski fašizem časti skupno, močno državo. Regionalni narodi niso pomembni. Tako Orjuna zelo proti hrvaškemu nacionalizmu, kot tudi proti srbskemu nacionalizmu. Orjuna kot skupni jugoslovanski narod. Časti navzven samo močno pač jugoslovansko državo, kakšna naj bi bila. To seveda potem koncem 20. let zamre. Imamo seveda še v Britaniji močno fašistično stranko, ki jo vodi aristokrat Sir Oswald Mosley.
angleški lord, ki je zelo pod vplivom predvsem Mussolinija, ne Hitlerja. To je britanski fašizem. Za Italijo in kasneje Španija, ko dobi fašizem, je Britanija druga država v Evropi, kjer je po številu ljudi največ fašistov. S tem, da niso nikdar na oblasti, samo s to razliko. To je zanimivo. Tako da Evropa takrat, demokratični sistemi so seveda samo v Franciji, v Britaniji, ker fašisti niso na oblasti, kot sva rekla, Češko-Slovaška je demokratična v 30 letih in seveda skandinavske dežele. Povsod drugod se pnejo fašistični režimi. V Sloveniji pa nastane takrat neka organizacija, ki pa je proti fašistom. Tako, to se pa formira že leta 1927 in sicer se imenuje Tiger, ta vojna oziroma podtalni boj predvsem proti italijanskemu fašizmu. Tiger se nanaša nekako na primorske dežele, slovenske in hrvaške, kar pomeni Trst, Istra, Gorica, Rijeka. To je kratica Tiger. Tako. Močne v letih 1927 do 1941. Je seveda ilegalna podtalna organizacija, vendar se pravično bojuje proti nehumanemu fašizmu. To je tudi prvo protifašistično gibanje na vsem svetu. Ne samo v Sloveniji in Evropi. To je zelo zanimiv podatek. Zelo markantno. Tako. Na to smo praktično lahko danes ponosni, bi lahko rekli, v Sloveniji. Tako, leta 1936 pa pride do španske. Tako, nekaj znanilcev druge vojne, če omenila sva Italijo Benita Mussolinija. Italija že prej napade sredi 30 let Severno Afriko, predvsem Abesinijo in Libijo, ki jo fašisti nasilno priključijo ta del Afrike k Italiji. Na vzhodu še bolj zlovešča je, kjer poteka japonsko-kitajska vojna, kjer japonski fašizem že osvaja Kitajsko. Ta spor traja skoraj 10 let do konca druge vojne. Največji in najbolj nevaren znanilec druge vojne je pa potem, kot si omenila, španska državljanska vojna. Traja v letih 36 do 39, 3 leta, kjer se vojno začne v nacionalisti španski Falanga pod vodstvom generala Francisca Franca, ki sproži udar iz Maroka, iz španske kolonije in ne na samih tleh Španije. To je zanimivo. Franku ni všeč, da je v Španiji na oblasti, bomo rekli, levica. Tam je nekako Španska republika, ki kljubuje Frankovim nacionalistom. Vsi ti ljudje se udarijo v kruti državljanski vojni. Recimo na strani republikancev proti fašizmu, proti Franku se bojuje tudi nekaj znanih imen. Ameriški pisatelj Ernest Hemingway, Federico Garcia Lorca, ki tudi pade v španski državljanski vojni. Recimo Josip Broz, v Španiji dobil vzdevek Tito, špansko partizansko ime. Marsikater bojevnik kasneje se je kalil v španski državljanski vojni. Tako, marsikakšen bojevnik kasneje v drugi svetovni vojni je dobil izkušnje že tu. Seveda Mussolini in Hitler podpreta Franka, logično nacionalistično stran in tudi z letalstvom močnim Nemci denimo in zato Franko na koncu zmaga in kot vsak zmagovalec pride tudi tam do okrutnih povračilnih sredstev po vojni. Španska državljanska vojna, če vsega skupaj, je vzela 1 milijon življenj, za časa vojne in s povojnimi poboji vred. Tako da ocenjujejo, da je bilo tam povojnih pobojev vsaj 500 milijona ljudi. Je dal Franko pobiti tako leta 1939, ko je morija že konec. Se praktično za marsikoga šele začne morija. Tako da Evropa nekako to vidi in to obsodi, po drugi strani pa tudi ne, ker je sama že dovolj zaskrbljena, kaj se dogaja v Nemčiji. Se nima časa v bistvu nima časa se s špansko zadevo ukvarjati. Ker septembra, oziroma že prej, se Nemčija odloči priključiti Avstrijo in kar, prosim, nadaljuje. Res je. Ko Hitler in Mussolini opazujeta ta uspeh Francisca Franca v španski državljanski vojni, seveda tudi Hitler ne stoji križem rok. Ne samo, da je uspešno preizkusil nemško letalstvo v Španiji, Hitler sedaj nekako z izgovorom osvajamo vse tisto, kjer živi nemški narod. Začne priključevati srednjeevropske države, seveda nasilno, ilegalno. Najprej leta 1938 južno sosedo Avstrijo, čemur se reče Anschluss, priključitev Avstrije k Nemčiji, kar večina Avstrijcev pozitivno pozdravi, ker večina Avstrijcev takrat že članov nacistične stranke. Tudi Hitler, tako, zelo močen je nacizem v Avstriji, odkoder na vse zadnje izvira tudi Führer, Adolf Hitler. Druga žrtev je Češko-Slovaška, severna soseda Avstrije.
kjer Hitler najprej priklopi Sudete, to so Nemci, ki živijo na meji med Češko in Nemčijo na češki strani, na to pa seveda zasede še celotno Češko-Slovaško. Nemci ukorakajo v Prago in to je jasen, agresivna poteza, ki jo vidi Evropa. Čehi seveda se za razliko od Avstrijcev niso strinjali, da pridejo v nacistično Nemčijo. 1. september pa Hitler napade Poljsko. Tu je tudi prvi primer, ker Nemci na prvi oboroženi odpor naletijo. In zato 1. september 1939. leta velja za začetek druge svetovne vojne. Poljsko porazijo seveda v nekaj dneh in jo hitro priključijo nasilno Tretjemu rajhu, torej Nemčiji. To je začetek. Ampak zdaj tudi pride do napovedi vojne Nemčiji. Evropa se zbudi, tako, Evropa prej je nekako gledala. Tako. Ko meniva še to, Evropa, predvsem Francija in Velika Britanija, ki sta uradno največji velesili poleg Nemčije, takrat v Evropi, vidite, da se gre sedaj za res. Še malce prej, preden je Hitler nasilno prikrojil te države, je bil britanski ministerski predsednik Chamberlain, njegov predhodnik, je bil na obisku pri Hitlerju in ko se je vrnil v Britanijo, je Britance in ves svet lažno pomiril s Hitlerjevo lažno obljubo, češ, da bo Evropa in svet, da bosta deležna miru, da Hitler nima osvajalskih namenov. Mož se je seveda blamiral, kmalu zatem pač izvolijo novega ministerskega predsednika, vemo, Winstona Churchilla. On je pa tisti, ki resnično vidi grožnjo v Nemčiji, da je treba ukrepati. Sploh potem, kar je Nemčija storila na Poljskem. Tako da tudi Stalin je grožnja takrat Britaniji in Franciji, ker je uradno leta 1939-40 je še vedno Hitlerjev zaveznik. In Churchill se tega zaveda in sedaj bo treba nekaj narediti. To na Poljskem sedaj Britanija in Francija obsodita in Nemčiji uradno napovesta vojno v bistvu šele leta 39 že. Vendar nič ne storita. Do leta 40 se nič ne dogaja. Ni njihovega vojaškega posredovanja? Ne, da bi francoska in britanska vojska ukorakali v Nemčijo leta 39, to se ne zgodi. Tako da Hitler ima še vedno proste roke za nadaljne osvajanja. Pridemo do leta 40. Tako. Odnos ZDA do vojne v Evropi? Ja, nekako zelo zadržan in hladen. Sicer predsednik takrat je na oblasti Franklin Delano Roosevelt, zelo znameniti in demokratični predsednik, ki nekako zagovarja, nekako mu ni všeč, kar počne Hitler v Evropi, ampak sama ameriška javnost ni zainteresirana. Če že teče kri, naj teče evropska kri. Tako gleda na to marsikakšen Američan. Nekje drugje, ker marsikakšen Američan se ni strinjal že s posredovanjem ZDA v prvi svetovni vojni. Se hočejo sedaj ogniti. Kljub temu, da predsednik, ki takrat vidi že naprej, ker je pač moder mož ve, da bo treba ukrepati. Roosevelt. Vendar še ne vejo, kdaj bo do tega prišlo. Stalin pa ima neke načrte na Finskem in pride do vojne v vojni. Tako, da omeniva še to. Ko je Hitler že napadel Poljsko, obenem istočasno iz vzhodnega dela je Poljsko napadla Sovjetska zveza. Josip Visarionovič Džugašvili, znan kot Stalin. Imela sta načrte, ne? Kako si Poljsko razdeliti. In predvsem sovjetska vojska takrat hud pokol v Katinskem gozdu izvede, pomor nad poljskimi oficirji. Vendar Stalinu ta del Poljske ni dovolj. On se odloči še, da bo osvajal dalje. Najprej pribaltske države, priklopi torej še Litvo, Latvijo in pa Estonijo. Naslednja žrtev je na vrsti Finska, ki si jo želi Stalin, tu se pa zatakne. V letih 1939-40, čez zimo v tem obdobju, pride do tako imenovane zimske vojne ali vojna o vojni, kjer se bojujeta Finska in Sovjetska zveza. Nima ta vojna praktično nič z zahodnimi zavezniki, niti z Adolfom Hitlerjem. Finska se mora obraniti pač Stalina in cena, ki jo za to plačajo, je kruta. Finska izgubi Karelijo, vzhodno pokrajino, Rusi to dobijo, ampak sama Finska pa pod Rusijo ne pride. Praktično imajo po vojni srečo v nesreči. Podpišejo premirje, ko je Finska nekako še neodvisna. Vendar je bil to hud udarec Finske strani Stalina. Vojna je končana leta 1940 med Finsko in Rusijo. Ja, leto 1940 pa je za Nemce precej uspešno. Ja, to je najbolj uspešno leto za Nemce za časa cele druge vojne, ta začetek vojne, če lahko tako rečeva.
Poleg tega, da so si zagotovili Poljsko, Češko, Slovaško in Avstrijo, je Nemčija blazno povečana. Sedaj se Hitler usmeri še na druge države. Po zimi takrat, leta 1940, napade še skandinavske dežele, Dansko in pa Norveško. Nemci nujno potrebujejo ti dve deželi zaradi pomorskih oporišč, odkudar naj bi ogrožali Anglijo, Veliko Britanijo, predvsem Norveška je to. Dansko osvojijo praktično v enem samem dnevu, ni nikakršnega pravega odpora kraljeve vojske. Norveška je bolj gorata in poteka osvajanje 2 meseca. Vendar na koncu jo tudi pokorijo. V teh deželah bo šele kasneje prišlo do odpora, kot bomo videli. Na začetku pa vojska takoj klone in Hitler je zmagoslaven. Še večji dosežek leta 1940 je Francija. Stari, morda največji tradicionalni sovražnik Nemčije, tudi še do časa druge svetovne vojne. Nemci pridejo v Francijo preko držav Beneluxa, torej preko Nizozemske, Belgije in Luksemburga, ne direktno, neposredno iz meje Nemčija, Francija, ker tam je utrjena Maginotova linija, ki so jo Francozi organizirali kot obrambo. Oni pridejo iz severa za hrbet, zavzamejo hitro Pariz, Francija je primorana, vojska se je primorana predati. In tukaj bo še en zanimiv dogodek omenila. Zelo simbolen. Simbolen. Hitler da veliko na simboliko in na nekako tradicijo ponižati sovražnika. In v prvi svetovni vojni so podpisali premirje v določenem vagonu, oziroma premirje, kapitulacijo Nemčije. Tako. In tukaj, sedaj leta 1940, Hitler zahteva od francoskega maršala Filipa Pétaina, da mu priskrbi enaki vagon, ker je Nemčija podpisala predajo v prvi vojni. Sedaj mora Pétain podpisati predajo Francije v tem istem vagonu. To je zelo pomembna simbolika za nacizem. Vendar ne ostane pri tem. Maršal Pétain kasneje postane najtesnejši Hitlerjev sodelavec v okupirani Franciji. Hitler, če je severni del Francije neposredno pod Nemčijo, južni del prevzame Pétain in temu se reče višijska Francija, kot zopet nekakšna oblika fašizma oziroma kolaboracionizma z Nemci. Francija je sedaj ni več težava za Nemce. Še nekaj omeniva. Francoski in britanski vojaki, ki so branili Francijo, predvsem na severu dežele, kjer so prodirali Nemci. Nemci so se odločili, da bi to vojsko britansko-francosko popolnoma uničili. Vendar Britanci, iznajdljivi, kakor včasih pokažejo, da resnično so mobilizirali vsa svoje vozila, ki jih imajo na morju. Ali gre za bojne ladje, trgovske ali ribiške, da so iz severnega pristaniškega mesta Dunkerque v Franciji hitro v Britanijo zvozili tisti del britanskih in francoskih vojakov, ki jih Nemci niso mogli uničiti. In ti ljudje, ko pridejo v Britanijo, sploh ti Francozi, tam snujejo nekako maščevalni pohod kasneje proti Nemčiji, da bodo zopet osvobodili Francijo. Njihov ideološki voditelj postane Charles de Gaulle, ki je v izgnanstvu v Angliji. Oni ne priznavajo pač kapitulacije Francije. To je leta 1940 takšno stanje. No, po leti 1940 pa pride neuspeh Ja, sedaj se pokaže pa prvi nemški neuspeh. Prvič v vojni, da se Hitlerju zalomi, predvsem pa Hermannu Göringu, ki je takrat vrhovni poveljnik nemških letalskih sil in ima po novem sedež v Parizu, ne v Nemčiji. Nemci računajo po leti 1940, da bodo z letalstvom zlomili še Britanijo, njihov odpor. Do tega ne pride, ker britanski odpor, sicer je veliko žrtev med britanskimi piloti, vendar ubranijo Britanijo pred nemškimi letali. In veliko Nemcev je sestreljenih. Tako da to je prvi poraz. Hitlerju ga komaj da sporočijo, nekako ne upajo, vendar je Göring primoran sporočiti to novico. In ne samo Britanija, ves svet je videl, da tudi velika nemška vojska ni nepremagljiva. To je zelo pomemben podatek kasneje tudi za zaveznike. Tako. To je edini neuspeh Hitlerja leta 1940 in zelo boleč. No, ko ravno omenjava zaveznike in pa tiste, ki so skupaj z Nemčijo, dajva še povedati, da nekatere države so imele pa status nevtralne. Tako. Zdaj leta 1940, ko se vzpostavi ta nov sistem, pač okupiranih dežel, obstaja nekaj dežel, ki se Hitler ni dotaknil ali mu enostavno niso bile v interesu. Tako edina v celi Srednji Evropi ostane samo Švica, nevtralna že od
dolgo časa nazaj, že od prej in še danes, ker ima Hitler nekako pogodbo z njimi. Vemo, da nacizem je v osnovi usmerjen proti judovskemu narodu. Veliko Židov, ki je v koncentracijskih taboriščih, jim Nemci seveda poberajo vse dragocenosti. To nekako nacisti dajo potem večinoma v švicarske banke in nekako Hitler zaradi te usluge, kot tudi zaradi terena, Švica je visokogorska alpska dežela, se Hitler odloči, da bo celo upošteval njeno nevtralnost, da jo pustijo pri miru. Na nek način Švicari torej sodelujejo z nacizmom, ko sprejemajo judovsko bogatstvo. Druga takšna, še večji primer je na severu, Švedska v Skandinaviji. Za razliko od Danske, Norveške jo Hitler tudi ni okupiral. Ker Švedi imajo zopet nekako pogodbo, tudi tam je močna fašistična stranka, že iz 30 let, da omenimo, švedska stranka Plamenic, bakle, kar pomeni plamenice ali bakle. Oni z Nemcem pač prodajajo jeklo, železo, švedsko jeklo je eno najbolj kvalitetnih v Evropi. Z tega jekla Nemci gradijo tanke, s katerim osvajajo Evropo in svet. Torej tudi na nek način na nek način sodelujejo, kolaborirajo. Naslednji primer sta Španija in Portugalska. Španija je malo presenetljivo, ne? Španija presenetljivo, ker tam je fašistični režim na oblasti, Hitlerjev zaveznik Franco vlada v Španiji, vendar se ne odloči, da bo radno podporil Hitlerja. Ga ne zanima ta vojna? Ne zanima ga ta vojna, ker on je v svoji domovini že dosegal zmago fašizma in očitno ima tudi dovolj vojne. Je mož modro predvideval, da lahko španski fašizem poražen, če gre na strani Hitlerja, kar se je dejansko zgodilo v drugi svetovni vojni. Tako da samo španski prostovoljci, ki se želijo bojevati za Hitlerja, v nemških uniformah gredo lahko tudi v Evropo. To je pogodba Franco-Hitler. Portugalska z Antonijem Šalazarjem tudi je neutralna, čeprav je tam neka vrste unionizma, fašizma na oblasti. Najbolj zanimiv primer je pa morda primer Irske kot neutralne. Zopet diktatura, kot v večini evropskih držav. Vlada mož, ki je pol Irec in pol Španec, sicer rojen v New Yorku. To je mož Eamon de Valera, irski diktator do konca 60-ih let. Se ne odloči niti za zaveznike, niti za Adolfa Hitlerja. Zanimivo pa, da tisti piloti, nemški in britanski, ki so sestreljeni v irskem zračnem prostoru, ki sklatijo eden drugega in padalci padejo na irsko ozemlje, Irci jih zaprejo v nekaka omiljena koncentracijska taborišča. Nemce posebej, Britance posebej, običajno vmes je neka črta in ti zaporniki se gledajo in si grozijo. Irski pazniki pazijo na obe strani in to je to. Po vojni te može nekako spustijo domov. To je ta irski prispevek drugi vojni, če lahko temu tako rečem. V bistvu najbolj pristna, neutralna tako, ki pa ravno tako zapira britanske in nemške pilote. To je tako čudno vzdušje. Pride pa takrat leta 1940 do sil osi oziroma do sporazuma treh. Tako. Hmalu po tem Hitlerjevem porazu v Britaniji se pridružijo temu paktu tudi Italija in Japonska in to govorimo o treh močnih fašističnih zaveznikih. Sil osi ali pač os Berlin, Rim, Tokio. Tudi Mussolini v Italiji in japonski cesar Hirohito se strinjata z nemško osvajalsko politiko. In kmalu se te glavnini, tej trojici pridružijo še druge evropske fašistične ali satelitske države. Kmalu zatem še Madžarska, Slovaška znotraj Češko-Slovaške, ki jo vodijo dr. Jozef Tiso. Oni se izrečejo za Nemčijo in za Hitlerja, da bodo ravno tako dovoljevali industrijo za Nemce na slovaških tleh. Kasneje tudi Romunija, kjer je zelo močna železna stranka na oblasti in podobno. Tako da Finska se sama po sebi odloči takrat za Nemčijo, ker ima neporavnane veze s Stalinom. To so takšna nujna in čudna zavezništva, bomo rekli. Leto 1941 pa nas spet pripelje na ozemlje Jugoslavije. Tako. 41. leta sedaj tukaj pridemo že tudi do Mussolinijevih apetitov po Jugoslaviji, kot tudi Hitlerjevih. Aprila leta 1941 se zgodi velik napad na Jugoslavijo, bombardiranje Beograda, ker na začetku je bila vlada v kraljevini Jugoslaviji naklonjena nacizmu, so podpisali sodelovanje.
Sam narod in vojska, ki je od prve vojne tradicionalno vezana bolj na Britanijo in na Francijo, se pa s tem ne strinja, izvede državni udar in odstavi Cvetkoviča in Mačka, ki sta podpisala sporazum s Hitlerjem. Hitlerju to ni všeč in ukaže neposreden napad na Jugoslavijo, da se vse te narode nasilno pokori. Beograd se bombardira iz zraka, iz Bolgarije, ki je nemška zaveznica, pridejo motorizirane nemške čete, iz severa napad, iz območja nekdanje Avstrije pa prek Slovenije. In tudi seveda našo Slovenijo takrat okupirajo, to je zanimivo, kar 4 tuji okupatorji. Ne samo Hitler, torej Nemčija, predvsem tudi Mussolini si želi velik del našega ozemlja, ta ljubljanska pokrajina pade pod italijansko oblast, pod fašizem. Seveda Prekmurje tudi Madžari, admiral Horthy okupira Prekmurje in tudi na Dolenjskem določene zasedbe strani hrvaških ustašev. Ker Hrvati, zanimivo, da omenimo, znotraj Jugoslavije dobijo neodvisno državo strani Hitlerja. Podobno kot Slovaki, znotraj Češko-Slovaške. Ante Pavelić je voditelj te neodvisne ustaške hrvaške države. Tako da 4 okupatorji so takrat, iz vseh 4 strani je Slovenija obkoljena. Tako se začne vojna v Jugoslaviji, 41. 41. leta to tudi ni edini pomemben dogodek. Še 2 sta se zgodila. Hitler se je odločil, da napade še nekdanjega zaveznika na vzhodu, Josipa Stalina, enega večjih diktatorjev 20. stoletja. Diktator proti diktatorju. Temu se reče operacija Barbarossa, nemški napad na Sovjetsko zvezo. Računajo, da naj bi, ker se to zgodi seveda poleti, računajo, da bodo hitro pokorili vsaj ta evropski del za začetek Sovjetske zveze, vendar ne poteka vse po načrtih. Ko pride huda zima 41 v 42 leto, se to napredovanje nemško brezobzirno ustavi, zima opravi svoje. Stalin krepi močno obrambo, Rdeča armada, ki je ena močnejših v vzhodni Evropi. Vsi ti možje, ta vojska zelo greni načrte Hitlerju. To je drug takšen Hitlerjev neuspeh, poleg vojne za Britanijo leta 40. In 41. leta še ena ključna stvar, v vojno vstopijo Združene države Amerike, da še to ne pozabiva. In to zaradi enega hudega incidenta. Japonska, ravno tako kot je Hitler hinavsko napadel Sovjetsko zvezo, brez vojne napovedi, Japonska ravno tako brez napovedi napade ZDA, in sicer tihomorsko oporišče Pearl Harbor, kjer je zasidrana glavnina ameriškega vojnega ladjevja. Japonci uničijo velik del tega ladjevja, ne pa vsega. Če bi uničili vse ladjevje, ocenjujejo zgodovinari, da bi se ZDA potem težko udeležili druge vojne. Ker pa nekaj ladij ostane, je opcija za upor in ameriška vojska, seveda vemo, je vse čedalje močnejša takrat in tako tudi Roosevelt pristane, da grejo ZDA v vojno proti Japonski in proti Nemčiji. Sedaj se tudi Američani odločijo. Ogrožena je tudi Avstralija? Ja, s tem, ko odpre se ta Pacifik oziroma bojišče na Tihem oceanu in tukaj Japonci ne ogrožajo zgolj ameriških interesov, tudi nekdanje britanske kolonije po otočkih so ogrožene. Japonci zaprejo te ljudi v koncentracijska taborišča. Napadejo njihova letala sever Avstralije. Avstralci razvijajo močno protiletalsko obrambo zaradi Japoncev. Japonci okupirajo tudi Južno Azijo, Vietnam, Tajska, Vietnam od Francije za nekaj časa dobijo med drugo vojno. Zelo krut teror je japonskih okupatorjev, predvsem pa na Kitajskem, s katerimi se Japonska že od 30 let vojuje. Pokrajina Mandžurija, severna Kitajska, Japonska že dlje časa. In tudi japonski zločini nad kitajskim prebivalstvom so zelo grozljivi, podobno kot nemški nad Židi v Evropi, v taboriščih. Vendar Japonci delajo še hujše poskuse na ljudeh, predvsem na Kitajcih, ki jih štejejo za nižjo pokorjeno raso. Denimo v hudi zimi mora človek držati roke pred sebe iztegnjene, japonski stražarji polivajo z ledeno vodo, da vidijo, kako hitro roke zmrznejo in odpadejo.
in podobno. To so japonski zločini. To je eden od mnogih takih zločinov. Vemo pač, kaj se je dogajalo Judom, kako so šli v plinske celice v Evropi, na Kitajskem pa ta teror malce drugačen. V Evropi se pojavi Gestapo, SS, pa ne samo strani Nemcev. Ja, če omeniva še nekaj, sedaj smo prišla do terorja druge svetovne vojne, kako se izživljajo med zaporniki. Britanski in predvsem ameriški zaporniki v japonskih taboriščih tudi vlečejo zelo kratko, so krute razmere. Njih pač lahko tepejo z bambusovimi palicami za prestopke, lahko jih stradajo. Tudi simbolično obglavljajo tiste ujetnike, ki so obsojeni na smrt, podobno kot svoj čas samuraji, svoje žrtve. Vendar vsi ti ljudje, ameriški vojaki, kakorkoli že trpijo, ne trpijo toliko kot kitajski vojni zaporniki. No, v Evropi se pa takrat izživljata tako imenovana SS in Gestapo. V vsem tem obdobju 40-45 v okupiranih območjih. Vodi Gestapo Heinrich Himmler, zelo tak znamenit in bomo rekli skoraj da sadističen mož, vendar zelo dober organizator, voditelj Gestapa in SS-a, obeh teh tajnih služb oziroma policije. Gestapo, recimo, kar pomeni Geheimstaatspolizei, in oni, recimo agentje Gestapa v službi tega velikega Heinricha Himmlerja so tisti najhujši krvniki Gestapa, česar ljudje ne vejo, so domačini in ne Nemci v vseh zasedenih deželah. Najhujši gestapovci so torej Nizozemci, lahko Danci ali Norvežani. Najhujši gestapovski agent vseh časov je pa Francoz, po imenu Pierre Paoli, ki je deloval v službi Gestapa v Franciji. Dejstvo je o tem, da večina teh ljudi, ki se za to odloči, pač so poznavalci kulture in jezika svojega domačega naroda. In zakaj se bolj izživljajo nad zasliševanjem svojih sonarodnjakov? Ker želijo narediti vtis na nemškega delodajalca. In predvsem Paoli se nad svojimi žrtvami tako izživlja, da včasih morajo posredovati nemški gestapovci, da žrtev ne bi umrla med mučenjem, preden karkoli izda. So pa metode Gestapa, tako nemškega kot predvsem tudi domačinov, zelo hude. Recimo, primer, dlan vstavijo v neko škatlo leseno kot nekakšen drobilnik in rabelj Gestapa počasi navija vijak, da začnejo pokati kosti v dlani, dokler žrtev od bolečin seveda skoraj da vsak prizna vse. Včasih razrežajo tudi podplate, pač z ostrimi predmeti in potem mora ta žrtev stopiti na sol in podobno. Mučenje z vodo, potapljanje v umivalnike, tik do skoraj da do smrti, preden žrtev izdahne, pa potegnejo ven in jo oživljajo nazaj. Potem tudi elektrika na genitalijah, na nogah, električni priključki. To so metode Gestapa. Precej krute. To je najbolj kruto poglavje te druge svetovne vojne, koncentracijska taborišča in metode Gestapa. No, na slovenskih oziroma jugoslovanskih tleh pa prihaja do dveh vej, ne? Ja, v Sloveniji seveda, kot je morda daleč najbolj zakomplicirana okupacija kot kjerkoli drugot v Evropi. In tudi na drugih jugoslovanskih ozemljih takrat. To je zanimivo. V Franciji vlada recimo Hitler, da te zasedene dežele kot v fevd svojim podložnim generalom in zvestim oficirjem. Recimo v Franciji vlada iz Pariza maršal Hermann Göring, ki smo ga že omenjali, poveljnik letalstva. Na Nizozemskem daje oblast v roke avstrijskemu nacistu, Arthurju von Seyss-Inquartu. Na Norveškem vodi predvsem stvar domači izdajalec, Vidkun Quisling, Norvežan, katerega priimek bo sinonim za vse izdajalce, kasneje postal Quislingi. V Sloveniji je stvar še morda bolj komplicirana in hujša, ker je pod 4 okupatorji, ne samo pod Nemci, kot smo rekli. Do kapitulacije Italije, oziroma moramo vedeti, osrednja Slovenija, seveda Koroška, Štajerska, Gorenjska in tudi del našega Zasavja, vse to pade neposredno pod Nemčijo. Medtem ko je osrednja Slovenija, predvsem ljubljanska okolica, je do leta 1943 pod Italijo, kjer je režim sprva milejši od nemškega. Vendar, ko Italija kapitulira 1943. leta, tudi tam prevzame oblast Nemci in postavijo, ustoličijo nekako v Ljubljani, bomo rekli, domačega slovenskega poveljnika, ravno tako Quislinga bi lahko rekli, moža po imenu Leon Rupnik.
Pri Leonu Rupniku se gre za to, ker je mož z veliko karizmo, to je še nekdanji general iz časa kraljevine SHS. On je tisti, ki pa organizira tako imenovano domobransko gardo, ki pa jo vodijo neposredno Nemci. Pač njegova figura je postavljena, da pač na čelo teh domobrancev, vendar odgovarja nemškemu voditelju, Erwinu Rösenerju, ki je eden hujših nacistov na slovenskih tleh. In domobranci se pač odločijo, da bodo sodelovali s Hitlerjem. Že leta 1944 dajo to prisego pač Adolfu Hitlerju, da se bodo bojevali proti komunizmu in proti partizanom v Sloveniji. Imajo pač isti cilj kot nemški okupator. Težava je v tem, oziroma kar je pač dobro za domobrance, da je to zelo velika karizmatična osebnost, Leon Rupnik, in nekaj časa zelo dobro vodi te svoje čete. Je pa mož znan tudi po tem, da je bil nekako podobno kot nemški nacisti, nima preveč v čislih Židov. Vemo pa, da v Sloveniji, za razliko od drugih dežel, Židov ni veliko bilo, pač ker že od srednjega veka nekako jih ni toliko. No, nasprotni tabor, ki se oblikuje pa proti domobrancev, je pa recimo tabor Osvobodilne fronte ali Narodno-osvobodilni boj. To so pa pač partizani, ki napadajo belogardiste, Nemce in Italijane iz zasede. Se pravi gverilsko bojevanje, kot vsi vemo. Zelo močni postajajo po letu 1941, ko pride do okupacije Slovenije. Predvsem po letu 1943 do 1945 je pa najmočnejše partizansko gibanje. Seveda, partizani, tisti, ki se pač bojujo proti nacifašizmu, to jim je prvo poslanstvo, da bi Slovenijo osvobodili. Pridružijo se tej osvobodilni fronti tudi nekdanji člani Tigra, ki smo prej omenjali. Drugi del Tigra ne želi vstopiti partizanske čete, ker pa se ne strinja z idejo komunizma, ki jo čedalje bolj poudarjajo v partizanskemu vodstvu. To je pa ideologija, ki izvira pač iz komunizma, nekako partizanska vojska tudi bolj vezana nekako, bomo rekli, temu, kar pač zagovarja Josip Broz Tito, ki pa je tudi ena najbolj karizmatičnih osebnosti takrat v drugi svetovni vojni, ki že prej je delal kariero pred drugo svetovno vojno, pač v tej stranki komunistični oziroma socialistični, kakorkoli jo imenujemo, in on je tisti, ki pa vodi partizane proti domobrancem in proti Nemcem. Pojavljale so se potem še tajne organizacije, imenovane Črna roka tudi, oni so bili pa tako podtalni, da niti članov se ni dalo izslediti, ki so ravno tako delovali v službi fašizma. Moramo vedeti pa še nekaj, kakšni so imeli sploh okupacijski načrt Nemci v Sloveniji. Takoj leta 1941, ko so napadli, so imeli takoj v načrtu izseljevanje naroda, da bi čim bolj onemogočili razmišljanje naroda in narodno zavest. Izseljujejo intelektualce, tudi kakšne, pač veliko duhovščine so tudi izselili na začetku, veliko družin slovenskih, preselili so jih bodisi v Nemčijo ali zaprli v koncentracijska taborišča intelektualce ali pa na druge dele Jugoslavije. Tako recimo gre slovenska družina živeti v Srbijo ali Makedonijo pod to fašistično okupacijo. Veliko ljudi so nasilno mobilizirali tudi v svojo lastno nemško vojsko. In seveda, zato se ljudje začnejo opirati. Zato je sploh prišlo do nastanka Osvobodilne fronte, da bi nekdo naredil konec nacifašističnemu terorju. Seveda, da so partizani potem prevzeli pač komunizem, potem je to pač druga zgodba, ki se dogaja dalje. Takrat v drugi svetovni vojni so se pa pač uprli okupatorju, kar je bil nekako edini možni odgovor. In ta zmeda oziroma ta boj se nadaljuje do bridkega konca, do leta 1945. Nastanejo tudi legendarne bolnišnice? Ja, to je zanimivo, predvsem na območju Slovenije. To je ena bolj zanimivih, bomo rekli, dejstev v celi drugi svetovni vojni, koliko skrivnih bolnišnic je delovalo. Recimo, vsaj na Dolenjskem računajo, da ne bi jih bilo 100 ali še več kot 100 teh bolnišnic, seveda partizanskih, kar so oni organizirali za ranjence. Bile so strogo skrite, nekako tudi tisti, ki so jih tam zdravili, niso smeli vedeti, kam jih peljejo na zdravljenje. Najbolj znamenita med vsemi, vemo, je katera. Bolnišnica Franja, nekako najbolj legendarna. Zdravili so tako partizanske aktiviste, kot tudi kakšne zajete nemške vojake, to je zanimivo. Pač nekako vsak ranjenec je imel pravico, da ga tam oskrbijo.
Tudi veliko tujcev, zaveznikov se je tam zdravilo, tudi kakšni Angleži ali Američani, ki so jih pripeljali tja partizani. Seveda vse z zavezanimi očmi, da potem, ko so se pozdravili tisti, ko so jih odpustili, so jih ven pospremili enako z zavezanimi očmi. Da ne bi izdali, bodi se komorkoli, ali Nemcem, ali Italijanom, ali domobrancem. To je bilo strogo varovano. Večina bolnišnic je uspešno delovala takrat. To je zelo zanimiv podatek. Tako, lahko preideva na bitko za Stalingrad že, ne? Ja, zdaj sva si malce ogledala, kaj se je na slovenskih tleh dogajalo. Če gre pa nazaj na svetovni prizor, pač na to bojišče. Stalingrad pomeni seveda to v letih 42-43, ko druga vojna že počasi se bliža britkemu koncu. To je tudi največja bitka vseh časov, najbolj krvava, ker je trajala več mesecev preko zime, leta 42-43, za veliko rusko mesto, sovjetsko, takrat imenovano Stalingrad, ko so Nemci na vsak način želeli to osvojiti. To je najbolj, kot sva rekla, največja bitka vseh časov in tudi druge svetovne vojne. Toliko žrtev je bilo na obeh straneh, na nemški, predvsem pa na sovjetski, tudi civilisti na ruski strani, ne samo vojaki. Da na koncu nekako okoli 2 milijonih žrtev lahko govorimo. Nekako ocenjujejo zgodovinari to. Je seveda tudi zima je svoje opravila, ne samo okrutnost vojakov na obeh straneh. Nemški Wehrmacht proti Rdeči armadi, to je Stalingrad. Težava je tudi v tem, Nemci so imeli sicer veliko okrepitev, tudi iz zahodnih dežel. Tam se bojuje veliko Špancev, Francozev, Belgijcev, Nizozemcev, celo Hrvatov, ki imajo neodvisno državo. Oni pošiljajo vojake v Stalingrad, vendar neuspešno, ker je Rdeča armada premočna. Na koncu, ko je že jasno, ko Nemci izgubljajo prve mesece leta 1943, se želijo predati, tudi Hitlerju pač pride ta vest seveda na ušesa, da vojska izgublja, vendar Hitler ne želi poraza. Ukaže temu svojemu generalu von Paulusu, ki vodi to nemško vojsko pri Stalingradu, na vsak način, da se ne sme predati. In Hitler, kolikor je simboliko obseden, kaj je takrat naredil? Von Paulusa je povišal takoj v feldmaršala z generala, da se ne bo predal, zakaj še noben nemški feldmaršal se ni predal. In tudi on se sedaj ne sme. Von Paulus se preda že drugi dan, potem, ko je povišan, za informacijo. To je konec žalostne bitke pri Stalingradu. Skupaj z njim večina nemških vojakov pade v sovjetsko ujetništvo. Je pa von Paulus morda naredil seveda dobro potezo, če ne drugega, da je vsaj rešil toliko življenj, da niso umrli v bitki. Zakljuboval je ukazu svojega firerja. Je dejansko ugotovil, da Hitler morda ne razmišlja več razumsko, tako. Sedaj, ko sva prišla do tega, ne samo, da je to spoznal veliki von Paulus, tudi več nemških generalov in seveda intelektualnega kadra v Nemčiji vidi, predvsem to obdobje 42-43, ko nemška vojska že izgublja, je zelo kočljivo. V Nemčiji se pojavi neka oblika ravno tako odpora, kot je v okupiranih deželah, vendar ne na tako močnem nivoju. Tam je bolj skrivno in podtalno vse skupaj. Recimo, določeni münchenski študentje, imenovani študentje Bele rože, ki jih vodi Sophie Scholl, skrivnostna ženska študentka, se opirajo nacističnemu režimu s tem, da mečejo protinacistične letake v nabiralnike prebivalcev. Nekako tak pasivni ideološki odpor je v Nemčiji, zelo redek, vendar je. Nacisti jih kmalu razkrinkajo in pač vse te študente obsodijo na smrt z giljotino, pač obglavljajo svoje domače ljudi, ki jih vidijo kot izdajalce, tisti, ki niso za nacionalni socializem. Potem v vrstah vojske, sami generali, kot smo omenjala, se pojavi ravno tako veliko odpora. Puščavska lisica, veliki nemški maršal, feldmaršal Erwin Rommel je zelo zanimiv. On je tisti, ki skupaj s polkovnikom von Stauffenbergom že načrtuje atentat na samega Hitlerja. To je največji približek zarote za strmoglavljanje oziroma za fizično uničenje velikega tirana Adolfa Hitlera. Več poskusov atentata. Tako, vendar so žal so vsi neuspešni, kot vemo iz zgodovine.
Pred bombo Hitlerja enkrat reši tudi velika masivna miza, ki jo ima v svojem bunkerju. Zarotniki so seveda nažalost takrat razkrinkani, Stauffenberg in Rommel. Stauffenberga, povračilni ukrepi so kruti strani Hitlerja, nič novega in presenetljivega. Stauffenberga usmrti strelski vod. Rommelu dajo na izbiro ravno tako strelski vod in za plembo uničene cele družine, ali, ker je bil pač feldmaršal, ima zasluge v Afriki, kjer se je bojeval proti Britancem, lahko pa naredi časten samomor, za kar se mož odloči. In ga prikaže v nemški javnosti pogreb Rommela, Ervina, je prikazan kot pogreb največjega heroja. Nemci so šele kasneje, predvsem pa ta mit po drugi svetovni vojni, izvedeli, da je bil on eden od glavnih zarotnikov za usmrtitev Hitlerja. Ker ga Hitler takrat ne želi prikazati kot sovražnika, zarotnika. Zadnji dnevi, zadnja leta vojne Hitler želi seveda moralo, da se razumemo. To je zanimivo. Ampak zaradi porazov svojih zaveznikov tako. Pa sledijo novi. Tako, zdaj smo prišli v obdobje že leta 1943-1944, ko Nemčiji kaže še slabše, če dalje slabše seveda. 1943. leta ga začnejo zapuščati že zaveznice države tudi. V Italiji je udar, tam odstavijo Benita Mussolinija, kot vemo, fašizma je konec. Leta 1943 v Italiji. Takrat se tudi umaknejo iz Ljubljanske pokrajine. Mussolinija kasneje ujamejo skupaj z njegovo ljubico Claro Petacci, italijanski partizani, in ga ustrelijo. Pač njuni trupli obesijo na neki bencinski črpalki, kjer lahko ljudje opazujejo nekdanjega vodjo Il Duceja, kako žalostno je končal pač v Italiji. Potem leta 1944 gre z vojne še Finska, ki je tedaj bila kar precejšnja zaveznica Nemčije. Tudi to Mannerheim, veliki finski general Mannerheim se oddaljuje od Hitlerja. To je velik udarec zopet tiranu v Berlinu. Kasneje vse te države postopoma, bodisi Madžarska, Romunija, vse izstopajo iz vojne, ker tudi Rdeča armada že napreduje proti Balkanu in proti Madžarski in seveda fašistični režimi padajo. Hitlerju sedaj teče voda v grlo. Leta 1944. Sedaj sva prišla do tega obdobja. Sedaj bo omenila še velike tri možje, ki se bojujejo, če so bili veliki trije fašisti, Nemčija, Italija in Japonska, veliki trije na strani zaveznikov so pa seveda ZDA, Velika Britanija in Sovjetska zveza. Leta 1943 voditelji teh držav, ameriški predsednik Roosevelt, Winston Churchill kot britanski premijer in pa Josip Stalin, sovjetski diktator, organizirajo na tleh Irana v Teheranu pač tako imenovano Teheransko konferenco 1943. leta, kjer se dogovorijo ključne zadeve glede vojne z Nemčijo. Zanimivo je, da omenjava dve točki tega. Bilo jih je več, mi da bo omenila dve. Churchill takrat odloči, da je treba jugoslovanskemu odporu, partizanom ponuditi še več pomoči iz zraka, še več orožja in hrane, ko naj zavezniška letala nad našimi tlemi odvržejo. To je zanimivo. Največja točka, pomembna je pa izkrcanje v Evropi, kar se trije možje dogovarjajo. Seveda k temu jih sili Stalin, preostale dva. Sovjeti pritiskajo na Britanijo in na Ameriko, da naj bi čim prej sprožili neko invazijo na Zahodu. In možje se odločijo, da bo to, kar se zgodi leta 1944. To je 6. juni leta 1944 izkrcanje v Normandiji, zahodnih zavezniških sil. Zdaj pa končno čas, da Nemčijo ujamemo v past in da jih potisnemo, da uničimo, kakor je treba. Sedaj sva prišla do te znamenite operacije in bo spregovorila o njej. Temu se reče D-dan, ali tudi operacija Overlord, Operation Overlord, kot rečejo temu zavezniki v angleščini. Pride ogromno vojakov, recimo tukaj vidimo pač izkrcanje teh vojakov, pride do izkrcanja v enem samem dnevu, 6. juni 1944, 160 000 zavezniških vojakov se je takrat izkrcalo na tleh Normandije v severni Franciji. Gre za ameriške, britanske in kanadske vojake predvsem. Nemška obramba je zelo močna, lahko bi bila še hujša, če bi Nemci vedeli točno, kje bo prišlo do invazije. To je bila zelo varovana skrivnost. Tako, varovana skrivnost, in ker so pač na tem delu Francije zavezniki izbrali
pač prostor za invazijo. Nemška obramba, bomo rekli, po vsej obali severne Francije enako uredna, nikjer ni slabša in močnejša. Zato nekako zaveznikom to uspe. Se prebijajo čez nemške položaje, osvojijo to, vendar z zelo velikimi žrtvami. Pade jih v tisočih, 10 tisočih. Britanci in Američani imajo največje izgube. Zadnji val vojakov, kot zanimivost, ki se tu prebija, najbolj uspešne so kanadske čete, da še to omeniva. Vendar je seveda invazija uspešna, začetka junija 1944, do konca poletja je v Franciji že vsaj 3 milijone zavezniških vojakov, ker se bojujejo proti nacistom, proti nemški vojski, Wehrmachtu. In jih pač Francijo osvobajajo. In leta 1944, osvoboditev Francije, je to velik uspeh za zaveznike in za demokratični svet. Na Nizozemskem je malce težje, tam se zadeve malce zataknejo, ampak ravno tako zaveznikom na koncu uspe. Prvo nemško mesto, ki ga pa zavezniki potem osvojijo, je pa Aachen, nekdanja starodavna prestolnica Karla Velikega, velikega germanskega, frankovskega kralja. In to je tudi Hitlerju trn v peti, ker je on videl v tem zopet simboliko. Aachen je prvo nemško mesto, kamor so prišli zavezniki, in to ni dober znak. Da omeniva še to, ko smo omenila Nizozemsko. Če je nemški teror na vzhodu najhujši nekako na Poljskem, tam je ogromno koncentracijskih taborišč za Poljake in seveda predvsem za Žide. Če je najhujši teror tudi v Jugoslaviji takrat, na zahodu je največji nemški teror pa prav na Nizozemskem. Toliko taborišč koncentracijskih, kot je bilo tam, jih ni bilo niti v Franciji. Zakaj? Ker je nizozemski odpor eden najmočnejših in najbolj kljubovalen nemški osvajalski politiki. In tudi ti boji med zavezniki in Nemci na Nizozemskem so hujše kot v Franciji. Manjša dežela, vendar očitno bolj nevarno, to je zanimivo. Tako. Torej, nemška vojska počasi izgublja na vseh frontah. Tako. Hitler se umika v svoj bunker. V bunker v Berlinu. Da omeniva še nekaj, potem sedaj pridemo počasi že v leto 1945, zadnje leto vojne. Ne samo, da zavezniki prodirajo smeri Francija, Nizozemska, znotraj v Nemčijo in se bojujejo z Wehrmachtom, z vojsko. Pomembno je tudi to, da se istočasno iz vzhoda seveda bliža tudi Stalin, velika rdeča armada, kateri pa je Berlin bližja kot zahodnim zaveznikom. Tudi vojaški krogi in intelektualni v Berlinu, tisti, ki se tudi okrog Hitlerja zberejo v zadnjih mesecih in dneh vojne, vedo, da se bližajo tukaj to pot pa Sovjeti in ne zahodni zavezniki. Povračilni ukrepi bi znali biti hujši, ker ne na vse zadnje Stalin ima zelo neporavnane načrte s Hitlerjem, bolj kot kdorkoli drugi. Zamera, ker jih je napadel brez opozorila kot nekdanji zaveznik. To je huda izdaja in hinavščina v očeh Stalina. Poleg tega tudi nemška nadrasna propaganda, češ, da so Nemci nadljudje, Rusi pa nekako samo pol ljudje ali niti to. In tudi to je bilo v Berlinčanih in v Nemcih vcepljeno ves čas vojne, da sedaj bodo prišli pa ruski vojaki, ki niso podobni ljudem, še toliko večji strah vlada tam. Vemo, kako se je stvar končala. Hitler je potem 30. aprila leta 1945 dokončno storil samomor v svojem bunkerju, ker pač je vedel, kaj bi se zgodilo, če bi ga zajeli Sovjeti. En dan prej se je poročil svojo dolgoletno zaupnico in ljubico Evo Braun, to je zanimivo, da sta umrla kot zakonca in kot ljubimca. Pač nekako, da je ženski ugodil. Drug dan je pa pač se odločil za samomor skupaj z njo. Ko so Rusi pač prišli, ko ta bunker pade, ko generali nekako vidijo, da ni več opcije pač za rešitev, nekako je še vladala novica po Nemčiji, češ, da je Führer še vedno živ. Da je pobegnil. Da je pobegnil, ali bodi si to, bodi si, da še vedno v bunkerju kljubuje Sovjetom. Zopet je šlo za moralo, vendar to je bilo umetno. Samo nekaj dni. In tudi recimo veliko nacističnih veljakov stori samomor. Že preden se Hitler ubije. S celimi družinami. S celimi družinami. Recimo veliki voditelj Heinrich Himmler, ki je vodil SS in Gestapo, ki smo ga omenjali, se je ubil že prej, preden bi padel v roke zahodnim zaveznikom, pač s trupom, s cianidom, ki so pač nacisti uporabljali. Takoj za Hitlerjem, istočasno, oziroma takoj za njim, pa recimo minister pač za propagando, nemški minister Josef Goebbels,
ki umori svojo ženo, ubijeta vseh svojih 6 otrok, na to pa storita samomor. Ker pravita, da si ne predstavljata prihodnosti za svoje otroke brez nacizma. In kaj bi šele bilo, če jih dobijo roke Sovjeti in ne zahodnjaki. Ni rešitve pač za svet brez nacistične Nemčije. Tako gledajo tisti fanatiki, ki so zbrani okoli Hitlerja. To je zanimivo. Sedaj so to zadnji dnevi. Ko pač Rusi pokorijo Berlin, kmalu potem so preplavljeni po celi Nemčiji še zahodni zaveznik in uradni konec vojne je, ko pač nemški general, maršal, voditelj, pač podpiše konec premirja vojne, to je general Jodl. General Jodl podpiše pač brezpogojno predajo vseh nemških čet. Da pa omeniva še nekaj, takoj potem, ko je Hitler storil samomor, ni bil zadnji voditelj Tretjega rajha Adolf Hitler. Nekaj časa za njim je pooblaščen še mornariški admiral Karl Dönitz, tisti, ki je vodil podmorniško vojno proti zaveznikom, ki je bila tudi močna. On je naravni Hitlerjev naslednik. Vendar se tudi on, ker je mož razuma in nezagrizen nacist in fanatik, Dönitz, se odloči, da je vojna nadaljevanje nesmiselno, nacizem je zgodovina in tudi on se svojo podmornico preda Britancem, ko zapelje v Temzo, reko, v London in nekako pač predajo Dönitza in pisno predajo Jodla, generala, je vojna izvenela konec. Tudi na slovenskih tleh? Ja, na slovenskih tleh neuradno bi pa lahko rekli, da traja še malce dlje, ko so se zgodili ti dogodki še globoko v mesec maj leta 1945. Tukaj je veliko teh izdajalskih kvizlinških čet, če lahko tako rečemo, ki bežijo preko Avstrije v Nemčijo. Veliko pač tistih, ki so kolaborirali z nemškimi nacisti, bodi si, da gre za slovensko Belo gardo ali pač domobrance, ali za hrvaške ustaše, ali za srbske četnike. Tukaj nekako Angleži naredijo konec temu, še prej seveda onemogočajo njihov umik partizani. Tukaj se te čete spopadajo s partizani. Na koncu, ko se želijo vse te enote predati Angležem, zahodnim zaveznikom, pa vemo, kaj se zgodi, večino jih Angleži vrnejo nazaj v Jugoslavijo, da padejo v roke potem partizanom in novi oblasti. Tukaj je torej konec, potem neposredno konec vojne v Evropi. Zdaj smo videli, kako se je končalo v Evropi. V svetu, kdaj se vojna konča, je pa seveda šele avgusta, in sicer na Japonskem, ko padeta 2 atomski bombi, kar smo si v eni prejšnjih oddaj že ogledali, ko smo imeli Japonsko. Takrat japonski cesar mora brezpogojno oznaniti predajo in prvič v zgodovini je, da japonski cesar prek radia spregovori svojemu japonskemu narodu, da mora odložiti orožje. Sramota za japonski narod, vendar nujno dejanje, če želijo končati morijo. Tako se je to končalo, vojaški spopadi. In končna ocena žrtev vojne, ki je trajala od 1939 do 1945. Druga svetovna vojna, vemo pač, kaj je pomenila. 6 let vsega skupaj, 1939-1945. Uradno najdlje je bila z nacistično Nemčijo v vojni seveda Velika Britanija vseh 6 let, od napovedi do konca. Najhujše zgube in žrtve v vojni proti nacistični Nemčiji vsekakor pa je utrpela Sovjetska zveza. Tam ocenjujejo, da je 40 milijonov žrtev na ruski sovjetski strani. V vsem svetu civilnih in vojaških žrtev ocenjujejo 60 milijonov, morda še celo več neuradno. Po nekaterih podatkih tudi do 80 milijonov in podobno. Vedno se omenja 6 milijonov Judov, vemo, kakšna krivica se jim je zgodila. Vendar gledano dolgoročno so pa vojaki in tudi ostali civilisti tisti, ki jih je padlo pa še več kot samih Judov. Že recimo 40 milijonov sovjetskih narodov. Že to je strašna cifra. Hitler se je poleg tega, da se je bojeval proti drugim narodi, je tudi precej težko kaznoval svoje nasprotnike v lastnem narodu, ne? Ja, res je. Veliko je bilo tudi žrtev, kot smo videli za časa oddaje že v Nemčiji, pač zarotnikov, ki so jih nacisti pač pobili. Moramo vedeti pa še nekaj, če je bila prva vojna zgolj politična vojna med kronami in vojna za oblast in za kolonije, druga vojna je bila še več kot to, pač zgolj za ozemlje in za oblast. Druga vojna je vojna ideologij. Nacizem proti demokraciji, fašizem proti demokraciji,
ali nacifašizem proti komunizmu oziroma stalinizmu. Tukaj je težava v velikih ideologijah in tudi rasna vojna. Torej nacisti proti nenemškim narodom, nacisti proti Židom, recimo tudi nacisti proti Slovanom in podobno. Mnogo različnih teorij se lahko odpre v drugi svetovni vojni, za kar je še bolj umazana od prve, veliko bolj. Ker tudi po koncu vojne prihaja do povračilnih ukrepov. Res je. Sedaj pridemo maščevanja. Tisto, kar še vedno boli. Res je. Sedaj pridemo do leta 1945, ko je konec morije in ko zmagovalni narodi lahko kaznujejo tako imenovane kolaborante, tiste, ki so se pač izrekli za nacizem. Zelo močno je to recimo na Danskem in na Norveškem, če najprej to omeniva. Norveški izdajalec Vidkun Quisling, ki so ga nacisti postavili za premierja Norveške. Med vojno je seveda obsojen in ustreljen. Obsojen je na strelski vod. Njegovo ime postane sinonim za izdajalce Quisling, vsi tisti, ki so kolaborirali z nacisti. Poleg njega še nekaj drugih ljudi tam ustrelijo, seveda. V Franciji tudi stvar zelo kočljiva. Philippe Pétain, maršal, ki je heroj iz Prve svetovne vojne, bi bil zagotovo takoj obsojen na smrt leta 1945, če Charles de Gaulle, novi voditelj Francije, ki sedaj triumfira, iz Londona pride iz Anglije in pač je zmagovalec nad Nemčijo. On sicer prepreči usmrtitev starega generala, takrat se bliža že skoraj 100. letu starosti Pétain, ker je toliko star, mu prizanesejo zgolj z dosmrtnim zaporom, z ječo. Starost in pač zasluge iz prve vojne, sicer bi bil brezpogojno usmrčen. Podobno je v Sloveniji, leta 1946 obtožijo seveda tudi Leona Rupnika in je pač usmrčen s strelskim vodom. To so tisti ljudje, ki so nekako obsojeni za svoje dejanja. Velika količina teh ljudi, kolaborantov, tisti, ki so dejansko kolaborirali z nacisti, ali tudi, nažalost, tudi veliko tistih, ki pa niso imeli nič s tem, je pa včasih na veliko pobitih, pač včasih sojenjem, velikokrat tudi brez in podobno. Mračni časi. Tako. Ki je veliko gorja. Res je. Obstaja pa dejansko tudi dokaz, da so pač vse te poboje odobrili tudi zahodni voditelji. Winston Churchill je nekako tudi odobril, da se pač naj se zgodi tisto, kar se je na območju Jugoslavije takrat. Tudi to je recimo tisto. Da omeniva še neko zanimivost, kar zgodovinarji omenjajo. Druga svetovna vojna je bila pač vojna boja proti nacifašizmu. Tako sta bila tudi velika zahodna voditelja, Roosevelt in pa Churchill, primorana, da sta se povezala z zelo velikim tiranom Josipom Stalinom na vzhodu, ker je skupni sovražnik Adolf Hitler. Kljub temu, da se je vedelo, kakšen diktator je tudi Stalin. Če bi bila druga vojna, ocenjuje zgodovinarji, recimo drugačna, da bi namesto Hitlerja, nemških nacistov, začela vojno recimo Sovjetska zveza pod Stalinovo grožnjo, bi morda ta moža, Britanec in Američan, se zavezala s Hitlerjem, da bi porazili Stalina. Tudi takšne napovedi so bile ali drugačne. Tako da bilo pa je, kakor se je zgodilo in pač je treba gledati, kdo se je bojeval proti Hitlerju in kdo se je bojeval za Hitlerja med drugo vojno. Kar se je dogajalo po letu 1945 do leta 1991, tako imenovana hladna vojna, se pa vidi, ko so že nasprotja med zavezniki, zahodna demokracija nekako proti vzhodnemu stalinizmu, ki je zaobjel večino vzhodne Evrope tudi takrat. To je pa pač druga zgodba potem dalje. Tudi v tem bi bilo vredno, kdaj imeti oddajo. Moje mnenje o tem. Tako, morda druga zgodba, druga oddaja. In odlična istočnica. Tako. Kar se tiče pa same druge svetovne vojne, če omeniva še dan danes v današnjih očeh, vemo, kakšne so tudi posledice, vsaj v zahodni Evropi. Takrat nastaja že ta evropska nekako skupnost, zametki, tudi ta gospodarska skupnost, predvsem pa politična. Danes je to Evropska unija po tolikih desetletjih. Tako 70 let letos. Tako, res je. 70. obletnica konca druge svetovne vojne in tudi recimo glavne pobudnice za nastanek tega so bile seveda Nemčija, Francija in Italija, preden so k tem ideji privlekle še druge zahodne evropske države. Češ, da naj ne bi nikdar prišlo več do neke hude vojne znotraj Evrope.
Ali bo to obstalo ali ne, bomo videli. Pa vprašanje časa. Vprašanje časa. Druga vojna danes seveda je tudi snov mnogih romanov, stripov, predvsem tudi filmov, bodi si hollywoodska, bodi si evropska produkcija. V zadnjih letih je izšlo nekaj zanimivih nizozemskih in skandinavskih filmov na to temo, ker ne smemo pozabiti, da je tudi tam bil nemški teror strašen. In naj bi opominjala človeštvo, kaj naj se nikdar več ne zgodi. Vendar je vse v rokah ljudi, ki nažalost je na svetu tudi, vemo, veliko nerazumnih, ne samo razumnih ljudi. Tako da nikoli ne vemo. Tako, upamo pa na najboljše. Res je. Goran, jaz se ti najlepše zahvaljujem za zelo zanimivo pripovedovanje in upamo, da se vidiva še v naslednji oddaji. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa se zahvaljujem za pozornost in nasvidenje.